Marko, stand-up komedijante ponavadi videvamo na kakšnih odrih v lokalih ali pa na festivalih in tako. Ti pa danes to malo strašiš po ulici, ne? Zakaj? Ja, se ponavadi strašimo na odru, ne? Zdaj pa strašimo po ulici. Ja, decembra v bistvu stand-up komedijante vidimo tudi dosti v raznih akcijah, ne? Aha. Tako da ni to neko grozno presenečenje. Danes praviš, da si le redki upajo reči bob, ne? Zdaj, zakaj sploh gre pri tem tvojem nastopu danes na... Nekako so opazili, da tudi smo stand-uperi eni od tistih, ki ponavadi rečemo bob. Smo tisti, ki pač upamo povedati in včasih pridemo na oder in izpostavimo kakšne take stvari, ki se jih ne slišijo, ne. In potem so rekli, mogoče pač je stand-uper nekdo, ki pač spada v to akcijo, ker pač predstavlja točno to, bob, nekoga, ki govori brez dlake na jeziku, ne. Ja, pa kaj misliš, kaj mora imeti človek, da si upa reči bob, ne? Zdaj ti si verjetno upaš, ne? Kaj torej imaš, kaj drugi nimajo? Ja, ne upam si vedno, no. Recimo upam si tule, doma si včasih ne upam. Zato, ker sem se naučil, da pač, če hočeš imeti mir v hiši, včasih tega ne rečeš, a ne. Kaj pa danes pa zapravo sporočaš tukaj tem mimoidočim? Predvsem, kar poskušam, je to, da jih osebno nagovarjam, da opazim kakšne stvari, da jih opazim, ko grejo mimo in da se počutijo nekako izpostavljeni, da nekdo točno njih nagovarja. In jih pač povabim k pogovoru, kako opazko vržem in jim tudi dovolim, da oni nekako spostavijo ta kontakt in pridejo do mene, recimo, če si upajo. Je kdo že vrgel kakšen bob vate danes? Ne, boba še ni bilo, je bilo pa ene par res grdih pogledov, ja. Za večer bob iz Maribora. Zdravo je bil Marko.